Upor, pripadnost, identiteta. Neka skupina ljudi, ki v bistvu v osnovi imajo neke druge vrednote. Izražajo to z drugačnimi oblekami, z drugačnimi življenjskimi slogi. Glasba, grafiti, vrednote, družbene norme. Mainstream je pocen, je narejen za množico, ki je nekritična, ki jo stvari ne zanimajo. Ali subkulture še vedno obstajajo? To je precej kul, da še nekako to živi pri nas. V kaj verjamejo, kaj zagovarjajo, proti čemu se borijo? Obrazi subkultur. Metal meni predstavlja v bistvu kakor neko svobodo. Dovoljen kaos, svobodomiselnost, uporništvo. Ta glasna glasba smo na koncertih, nekako lahko daš te svoje slaba čustva ven. Za mene metal predstavlja nek dom, neko nebrzdanost. Lara Domen, Amadej in Žiga na glasbenem odru so skupina Kresnik. Živijo metal subkulturo, v kateri najdejo pripadnost, identiteto, ustvarjalnost. Odkar imam tak stil, se ful dobro počutim v sebi in da sem svoj krog ljudi in mi je v bistvu to najbolj pomembno. Je ena največjih in najbolj globalnih subkultur. Razvila se je v začetku 70. let prejšnjega stoletja z značilnim težkim zvokom, močnimi kitarskimi rifi, glasnimi bobni in jasno oblikovano identiteto. Njihov videz je značilen in pogosto sporoča moč, upor in distanco do mainstream kulture. Najbolj značilne so usnjene jakne, džins hlače, čevlji, ne vem, all-starke, bulerji. Res sam en kriterij, kaj definira metalce, in to so band majice. Ima večina dolge lase, nasploh se da pa smo oblečeni večinoma v črna oblačila, pa tudi kakšni pobarvani lasje ali pa piercingi. Divji stil pa glasno vedenje. To je to. Značilne so tudi posebne oblike plesa in zabave. To je denimo pogost koncertni prizor. Čeprav so na splošno precej sprejeta subkultura, so, kot pravijo, nemalokrat deležni opazk. Si v stiku z kakšnimi starejšimi generacijami, imajo definitivno več predsodkov. Ta je neurejen, ta je klošar, ta nič ne dela, tako naprej. Sem kdaj že slišala tudi zaradi tega, da sem ženska in da bi mogla biti bolj urejena. A v nasprotju z njihovim robustnim in temnim videzom je metal subkultura, ki temelji na močni solidarnosti, skupnosti in kritiki družbe. Subkulture so se začele množično pojavljati po drugi svetovni vojni v 50. letih z rockabilijem v ZDA in Teddy Boysi v Veliki Britaniji. Mladi so se prvič zavestno identificirali z glasbo in zunanjim slogom ter si ustvarili lastno identiteto in prostor v družbi. Izstopali so z oblačili, dolgimi suknjiči, ozkimi hlačami, kravatami ali metuljčki in čevlji z debelim podplatom. Pravi razcvet pa so subkulture doživele v 60. in 70. letih, predvsem s pojavom hipijev. Bili so ena najmočnejših in najbolj prepoznavnih subkultur 20. stoletja, ki je protestirala proti vietnamski vojni ter se postavljala po robu kapitalizmu. Svoj vrhunec so dosegli s festivalom Woodstock, ki se je vpisal v svetovno kolektivno zavest kot simbol celotne takratne generacije. This is the largest group of people ever assembled in one place. The important thing that you've proven to the world, 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music. Surov in jezen odgovor na politično, družbeno in kulturno krizo se je oblikoval skozi punk le dobrega pol desetletja kasneje. Prišel je v obliki eksplozije, najprej v Britaniji, nato po vsem svetu. Tudi pri nas se spominja Esad Babačič, pesnik, pisatelj, član takrat odmevne novovalovske punk skupine Via Offensiva. Takrat pa se je pač dal delati tudi čudeže. Seveda, glasba je bila pravzaprav dobra tudi zaradi tega, ker je bila zelo povezana z mestom, ljudmi, ki so bili v tem mestu. Bilo nas je malo, ampak zdelo se nam je pa, da nas je milijon. Bila je subkultura upora in močne identitete, pravi dr. Peter Stankovič, predavatelj na katedri za kulturologijo Ljubljanske fakultete za družbene vede. V mladosti tudi sam pripadnik punk subkulture.
Mi smo bili proti sistemu, blazno, ne se takrat je bil sistem socializem. Ok, pol je prišel kapitalizem, smo ugotovili, da ni nič boljš, mene je punk zelo formiral, ampak ne mogoče samo v tem smislu, ne, recimo, ne, kritičnost. Punk odpre to, ne, da lahko pa delaš neke čist drugačne, neke druge načine, izvirne, duhovite. Subkulture so bile družbeno izločene, pravi Babačič. Ni šlo zgolj za izbiro stila, ampak za izbiro strani. Mesta so bila drugačna, mladost so preživljali na ulicah. Ljubljana je bila v bistvu prazna in v tej praznini je bilo več duše. Lažje si jo objel, lažje si jo imel za svojo. Bilo je hrepenenje in to hrepenenje je bilo zelo pomembno tudi za glasbo samo. Ne. Ni bilo sovraštvo, ampak je bila jeza in cinizem. Ne. Kakšna pa je punk subkultura danes, pol stoletja od njenih začetkov? Punk meni je kot nek način življenja. Ti živiš, to ti ponotranjaš, to pač ti si. Pa pač en upor, mogoče celo življenje po enih načelih tega upora. Predolg čas je punk, po nekaj dogaja je punk. Ena skupnost, da se lahko lepo povežemo skozi muziko, skozi vrednote, interese. Še posebej mogoče zdaj, ki je ta obdobje tega spet oboroževanja, mogoče spet več mladine, tega so alternativni, tudi zelo proti temu. Vsi trije, Eva, Neja in Patrik, se počutijo drugačni od večine v njihovi generaciji, a hkrati doma v družbi alternativcev in enako mislečih. V osnovni šoli je bila pač malo tako čuden frac. Mene so grozno skozi zafrkavali. Če nisi bil isti, je bilo pač, si bil mrtev, bom tako rekla. Čeprav jih glede na značilen videz lahko takoj opazimo, je stil punkerjev različen. Klasični irokez frizur, kot jo nosi Patrik, je manj kot nekoč. Pogosto nosi usnjene ali džins jakne, sponke, našitke, slogane, oblačila, ki jih naredijo sami. Buleri z zapestnice, pasovi, piercingi, frizure močnih barov kot provokacija bontonu in urejenosti. Punkerji ne želijo biti družbeno sprejemljivi. Ljudje so radi preveč isti, ne? Niti uživa se ne več toliko po moje, kakor se je včasih. Danes so subkulture vse manj uporniške in vse bolj izbira stila. Prej, ko so te subkulture, ko so rasle, ko so pač nastajale, so nastajale zaradi teh problemov. Danes pa se mi zdi, da je krat toliko tega in ljudje se preprosto pač toliko vase zapirajo, stran gledajo, vsak zase in to je to. Subkultura zavrača vrednote, ki jih živi in oblikuje večina. Lahko so etične in rasne, a v 20. stoletju so bile praviloma vezane na glasbo kot sredstvo izražanja, nestrinjanja, oblikovanja identitete. To je kar neko veliko strinjanje med raziskovalci, da teh čist klasičnih subkultur, kot so bile, ne vem, tam od 60. do 90. recimo v 20. stoletju, ni več. Glasba je manj pomembna, ni nepomembna, ampak je manj pomembna. Nekoč so si subkulture časovno sledile, danes se prepletajo, pojasnjuje, ob tem pa je več individualizma in komercializacije. Spremenila se je družba in razpadel je tako imenovani kulturni center. Včasih si imel, temu rečemo, neko monokulturo, sploh neko mainstream popularno kulturo. Recimo so bili Beatles, je bila Madonna, ne? Ni nujno, da si to poslušal, ampak vsi smo to poznali, James Bond. Ne? Danes v bistvu teh centrov praktično ni več, ne? Oziroma recimo teoretično Taylor Swift, ne? Še edina neka ikona popa, ki bolj ali manj, ne? Skratka je široko poznana. Izven tega je v bistvu množica enih slogov, izvajalcev. Korenito se je denimo spremenila tudi hip-hop subkultura. Hip-hop je v občutku, no, v tem, da stvari tečejo, da so stvari gibljive, da so stvari premikajo. In to bi rekel, na vseh nivojih hip-hopa to deluje tako. Tako v rapu, tako v grafitih in vseh teh zadevah. Da nam ulica predstavlja to območje, kjer smo lahko svobodni, ker delamo to, kar si želimo. No. Hip-hop je prišel iz tega nekega upora, v kakšnem okolju so oni živeli takrat. Hip-hop se je rodil v razpadajočih soseskah Bronxa v 70. letih kot odgovor mladih, ki niso imeli glasu v družbi. Skozi glasbo, ples in umetnost so iskali način za izražanje identitete in pripadnosti. Recimo breaking je bil glih kot protiutež temu, da so se soočali med sabo neke tolpe ali pa tako in so pač namesto tega imeli ples, dance battle.
Pravi Tilen Grašič, plesalec breakdansa, ki to zahtevno veščino vadi do potankosti pili že leta. Danes se na ulicah v plesu ne pomerjajo več tolpe, ampak profesionalni plesalci. Subkultura, ki stoji na 4 stebrih, plesu, repanju, grafitih in DJ-jih, je dobila drugačen pomen, pojasnjujeta Amos in Filip. Za mene osebno, I'm just having fun. Ne vem, ni mi tako deep, da bi šel neki politiko, bla, 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 ne vem, rasizem, rad repam, večinoma v bejbah, DJ-am komade, ki se mi všeč in to je to. Ja. Če razmišljamo samo čez to, nas to tudi omejuje na nek način. Mislim, da se ne rabimo samo čez glasbo, pa čez cel hip-hop to početi, ker je politika neka resna zadeva, medtem ko lahko umetnost ostaja neresna. Subkulture so postale veliko bolj prehodne, mehke. In zdaj ni lahko biti zdaj upornik. Ne? Zakaj bi se upiral, če vse dobiš zelo hitro in pravzaprav zelo poceni na nek način? Hip-hop, tako kot metal, punk in vse ostale subkulture, ostajajo način izražanja. V klasičnem smislu zihar neka ohlapna oblačila, jaz bi rekel poloveri, pač hudi, tako zihar kakšne velike jakne, široke hlače. Ne vem, lahko govorim bolj v takem slengu, predvajam glasbo vedno tako. Črpamo ful tako angleških izrazov, ne? In se jih pol uporablja v te slovenski angleščini. Izrazi, kakor imajo te mehankari svoje izraze, imamo tudi mi, ne? Pol pač težko jih kdo drug razume. Doskrat nas najdete z raztrganim čevljem, raztrgane vezalke. Širše hlače, mogoče, to je tak trademark naš. Širše vse, v bistvu, zelo neformalen stil je. Nek slang je skaterski, ko se pač uporablja. Noli frontside, big spin. In dobiš 4 informacije. V 80-ih letih so ulice mest postale igrišče nove generacije. Skateboarding se je razvil kot subkultura svobode, tveganja in ustvarjalnosti. Mesto je za njih oder izraza. Ljudje se sprehajajo po mestu, pa jih ne gledajo, kako bi neko zadevo poskejtali, mi pa že kar sam gledamo, lej te štenge, lej to klopto. Ko vidiš nekoga na skejtovasko, on je naš. Je subkultura ulice, ki jim ne daje le pripadnosti, temveč tudi vztrajnost in improvizacijo. Mi pa lahko 20 pademo, pa se mu pač pobrali, pa mu še enkrat poslucali isto zadevo. Jaz prve 2 leti nič nisem skočil, nisem mogel in pač moč ustrajati na tem. Ni velik toliko veze, da si porabil 2 meseca ali pol leta, na koncu si ful vesel, da ti nekaj rata. Čeprav je skejtanje danes olimpijski šport, jih, kot pravi Jakob, še vedno spremljajo etikete in stereotipi. Da smo, ne vem, vandali, pa da alkohol, pa pač te zadeve, doskrat bilo povezan z skejtanjem. No. A kljub temu, da so skupnost, ki jo povezujejo navade, stil oblačenja in govorica, je tako poudarjajo tudi pripadniki hip-hop subkulture, velik poudarek na individualnosti. Vsak ima pa nek svoj stil, vsak trik je dela na nek svoj način in pač nekako je to v bistvu ful poudarjeno. Mladi danes pripadajo več svetovom hkrati, od spletnih skupnosti in igranja videoiger, oblačenja v televizijske in pravljične junake do okoljskega aktivizma. Ena mogoče novejših subkultur so bojevniki za družbeno pravičnost, wokies, ki imajo neke zelo jasne vrednote, se pravi boj za družbeno pravičnost, ekologija, veganstvo. Te vrednote artikulirajo čez dosti različne življenjske sloge, dosti različne oblačilne izbire. Skupni imenovalec pa ni več upor proti sistemu, temveč iskanje identitete v svetu, kjer je izbira skoraj neomejena. Mislim, da se ta rob subkulture vedno bo dogajal in dokler bo mainstream absorbiral stvari v sebe, mislim, da se bo vedno delal prostor za to, da smo še vedno izven tega. Za nekatere je pripadnost subkulturi zgolj del mladosti, za druge identiteta za vse življenje. Esad Babačić svojo še vedno neguje. V Ljubljani vodi punk ture in tako čas 70-ih še vedno ohranja živ.
Danes je tako, ne? Tako kot s knjigami, tako kot s pisanjem. Dovolj je en pravi bralec, bralka. Ne rabiš jih 1000, ne rabiš jih 10 000, eden je dovolj. Sodobne subkulture so mogoče manj izrazite in manj vidne, so pa še vedno prisotne. Ko se enkrat najdeš, ker mislim, da mi smo se, da to ostane s tabo, da tudi to s tabo poraste. Meni je to vseeno ful lepo, ker imaš pa skozi nek ožji krog ljudi, s katerimi si skozi lahko. Vsaka generacija ima svojo avangardo in vsaka se z nečem identificira. To je del mladosti in prav iz te potrebe se subkulture, čeprav v različnih oblikah in z drugačno mero kljubovanja, vedno znova rojevajo.